Zdaj v meni direktor Snage Ljubljana, gospod Janko Kramžar, in najprej dober dan želim. Dober dan tudi vam. Nam lahko opišete, kakšna je bila državna strategija v zvezi z ravnanjem z odpadki v Sloveniji? Slovenija je v svoj pravni red večinoma prevedla vse direktive, ki urejajo to področje na evropskem nivoju, in vsi vemo s tem tudi prioritete ravnanja z odpadki. To so te znani ERI, Reduce, Reuse, Recycle oziroma preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovna uporaba, snovno recikliranje, potem energetska izraba in kot najslabša možnost odlaganja odpadkov. V času, ko smo se, če temu rečemo, resneje začeli ukvarjati v Sloveniji z odpadki, je večina odpadkov končala na deponiji, tako da je bil v tej prvi fazi je bil dejansko poudarek na zbiranju odpadkov in še posebej na ločenem zbiranju odpadkov. Lahko rečemo, da smo v zadnjih 10 letih Slovenci in Slovenija se postavili na tem področju na evropski zemljevid, saj smo postali država, ki je na področju ločenega zbiranja in snovnega recikliranja med prvimi v Evropi. Se pravi, ta poudarek na ločenem zbiranju, tukaj so veliko vlogo odigrale občine in mesta, se pravi lokalne skupnosti, ker je to gospodarska javna služba, ki je na nivoju lokalnih skupnosti, in pa izvajalci v teh občinah, to so komunalna podjetja. Menite, da je k uspešnemu ravnanju z odpadki več prispevalo izobraževanje ali kazni? Torej, verjetno ne bom povedal nič novega, ampak ravnanje odpadki nekako temelji na 4 stebrih. En je zakonodajni steber, drug je prvovrstna storitev, tretji je komuniciranje, obveščanje, ozaveščanje in informiranje, in četrti je nadzor in kaznovalna politika. Nekako v tej smeri oziroma zakonodaja je predpostavka nekega konsistentnega sistema ravnanja z odpadki, in to smo rekli, da jo je država vzpostavila, tako da je v glavnem prenesla te osnovne evropske usmeritve. Potem mora biti dobra storitev. Storitev ne sme biti izgovor za to, da občani lahko rečejo, ne bom ločeval zaradi tega, ker je na primer zabojnik predaleč, ne morem nesti do njega, etc., etc. Paralelno s tem mora biti veliko komuniciranja in veliko obveščanja. Jaz večkrat rečem, da tega ni nikdar dovolj, se pravi, in tudi nikdar se ne konča. Šele ko so vsi ti trije pogoji izpolnjeni, potem pa mora nastopiti oziroma kot zadnji mora biti vzpostavljen tudi sistem nadzora in pa tudi kaznovalna politika. Zakaj ne prej? Prej ne zaradi tega, ker bi lahko dosegli napačen neko sprejem pri občanih, da hočemo kaznovati samo zaradi tega, da bi, ne vem, na primer zaslužili iz naslova kazni. Se pravi, ta kaznovalna politika mora pa priti na koncu, takrat, ko tudi ni več drugih izgovorov, zakaj nekdo, na primer, ne ločuje odpadkov. Se pravi, ni izgovorov več po 7, 10 letih komuniciranja, ne more biti več izgovor občana, da ne ve, kam kakšen odpadek spada. Se pravi, storitev, če je na nivoju, ne more biti izgovor za občana, ne ločujem, ker je slaba storitev. Takrat mora biti pa tudi nadzor in kaznovalna politika. Koliko časa ste potrebovali v Sloveniji za dvig ekološke zavesti pri ravnanju z odpadki? Ja, jaz lahko mogoče drugače ponazorim. Pred dobrimi 10 leti smo tudi v Ljubljani še odlagali pretežni del odpadkov, ki smo jih zbrali, se pravi 90 in več %. Potem smo začeli postopno graditi ta sistem ločenega zbiranja, obveščati, dograjevati ta sistem, in do tega rezultata, ki ga ima ta trenutek Ljubljana, to je pa 66% delež ločenega zbiranja, smo prišli tam v 7, 8, 9 letih.
paralelno tudi obveščanja. Mogoče ali pa prepričan sem, da bi se verjetno za kakšno leto dalo tudi skrajšati, kaj bistveno več pa ne. Ta vzpostavljanje tega sistema zaupanja in komuniciranja je pač tek na dolge proge. Tisti, ki si predpostavlja, da bi lahko dosegel neke spektakularne rezultate v enem letu ali dveh, se žal moti, kar je slaba novica. Dobra novica je pa, da to, kar je naredila Ljubljana in pravzaprav cela Slovenija, to lahko naredi kdorkoli. In to je dejstvo, ker se zdaj zanimajo za naše izkušnje tudi izven slovenskih meja. Nam lahko opišete sedanje ali najnovejše projekte v zvezi z zbiranjem ali ravnanjem z odpadki? Torej, v Ljubljani smo praktično zaključili ta krog toka odpadkov, od zbiranja, transporta, obdelave. Zgradili smo eno najmodernejših tovarn za predelavo odpadkov, to je ta regijski center za ravnanje z odpadki. Tako da se sedaj v zadnjem času posvečamo tudi tistemu, kar je dejansko prioriteta pri ravnanju z odpadki, pa je bila ta prioriteta v preteklosti ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugje, bolj na papirju kot ne. Govorimo o preprečevanju nastajanja odpadkov, govorimo o ponovni uporabi, govorimo o popravilu stvari. Skratka, nekaj, kar je tesno povezano tudi z termini, kot so krožna ekonomija, zeleno gospodarstvo, trajnostni razvoj. Se pravi, mi, ki se ukvarjamo z odpadki, zdaj poskušamo delati tudi na tem in osveščati in informirati naše uporabnike, kako bi preprečevali nastajanje odpadkov, kako ravnati, da lahko stvari večkrat uporabimo in kaj lahko konec koncev mi prispevamo k temu, da bo ta planet vzdržen tudi za naše naslednike. Bi lahko rekli, da se ravnanje z odpadki v Ljubljani in na ljubljanskem območju nekako ločuje ali je drugačno kot v drugih krajih Slovenije? Torej, Ljubljana je dejansko naredila v zadnjih, tako kot sem omenil, 7 letih velik korak in je na področju ločenega zbiranja po tem kazalcu, se pravi deležu ločeno zbranih odpadkov, glavno evropsko mesto oziroma prvo izmed glavnimi evropskimi mesti. To je bil tudi en kamenček v mozaiku tega, da je Ljubljana bila lani izbrana za zeleno prestolnico Evrope. Vedno pa ponavljamo v Ljubljani, da je to del slovenske zgodbe, se pravi Slovenija cela je na področju ločenega zbiranja in snovnega recikliranja v zadnjih letih naredila ogromen korak naprej. Po podatkih Eurostata smo na področju recikliranja na tretjem mestu med vsemi evropskimi državami, se pravi samo Nemčija in pa Avstrija sta boljša od nas. Se pravi, da to, kar se je v Ljubljani zgodilo, je bilo izjemno, ampak paralelno se je zgodilo podobno tudi v celi Sloveniji, kar je dobro. Kaže tudi na to, da občine in pa komunalna podjetja med seboj sodelujejo in kaže tudi na to, da ta zakonodaja, ki je na tem področju, ki ureja predvsem zbiranje odpadkov, da je dala rezultate. Ste se v Snagi po kom vzgledovali? Torej, jaz večkrat rečem, da imamo na nek način srečo, da delujemo v dejavnosti, kjer se ne dogajajo tektonske spremembe. Se pravi, mi smo spremljali vse, kar se na tem področju dogaja v državah, deželah, ki so bile takrat pred nami, spremljali, kaj se dogaja na teoretičnem nivoju, počakali izkušnje prve in potem tisto, kar smo ocenili, da je primerno za okolje v Ljubljani, implementirali tudi v Ljubljani. In ja, zelo dobro sodelovanje smo imeli in imamo še v preteklosti z Dunajem, tako da so te kontakti ne samo profesionalni, ampak že lahko bi tudi rekel prijateljski,
Drugače pa še posebej v tem zadnjem času se je to sodelovanje razširilo na praktično vse evropske države. Če se prav spomnim, smo ločeno začeli zbirati odpadke najprej v Prekmurju, kajti tja so prišli v Mursko Soboto, se spominjam, iz sosednje Avstrije in so kar odvažali prekmurske odpadke. Ja, ločeno zbiranje ima tradicijo iz preteklosti, nekatera okolja so naredila že pred Ljubljano velike korake, tukaj večkrat omenimo tudi Vrhniko, ki je še ta trenutek po deležu ločeno zbranih odpadkov pred Ljubljano in je v samem evropskem vrhu. Kar se pa tiče nekega sistematskega razvoja tega zbiranja, pa se je v bistvu začel v letih od 2000 in naprej. Takrat ga je na eni strani spodbudila tudi zakonodaja, na drugi strani tudi neke izkušnje pozitivne, ki so iz tujine bile implementirane pri nas in lahko rečem, da je nastopil kar nek tak pozitivno tekmovanje med lokalnimi skupnostmi in pa izvajalci gospodarskih javnih služb. Pravim pozitivno, zaradi tega, ker smo se na eni strani učili eno do drugega in nas je to spodbujalo k večjim rezultatom. Najbrž pa bo treba vztrajati pri dvigovanju ekološke zavesti ljudi, prebivalcev in državljanov še naprej. Vsekakor, to je, mi temu pravimo, da je to pot. Čeprav sem omenil, da se zdaj ukvarjamo tudi z zadevami, ki so nad samim zbiranjem in snovnim recikliranjem po odpadkovni hierarhiji, to ne pomeni, da bomo na eni strani še dograjevali ta sistem ločenega zbiranja, verjetno za kakšne tipe odpadkov, ki jih zdaj še ne zbiramo ločeno, pa jih v bodočnosti bomo. Vse z ciljem, da smo še bolj prijazni do naših uporabnikov in na drugi strani nadaljevali z obojestranskim komuniciranjem z našimi uporabniki, z ciljem, da prepričamo tudi tiste, ki ta trenutek mogoče še ne ločujejo najbolj skrbno, in z ciljem, da vzbudimo pri njih neko okoljsko zavest, kar se tiče samega nastajanja odpadkov. Najlepša hvala za pojasnila in za ta pogovor. Hvala tudi vam.